Edinstveno najstarejše in edino mariborsko letno kopališče tudi v 82. sezono svojega delovanja vstopa v stari, neprenovljeni in dotrajani podobi. Če bi že pred 10 leti popravili, bi bilo prepozno skoraj, ne? Tako da, mislim, to je nujno potrebno, ne? To, ko je, meni je to fantastika. Kaj pa se dela, to pa je absurd. Potem, ko so pripravili načrte za obnovo, ki so ustrezali tudi varovanju narave zaščitenega mariborskega otoka, se je občini znova zataknilo pri denarju. Za prenovo poslopja, ki bo ostala v enakih gabaritih bazenov, bazenske tehnike in gradnjo lesene kopalne ploščadi, bi namreč potrebovali 10 milijonov evrov. Zagotovili naj bi jih šele v letu 2014. 2 leti še lahko zagotavljamo normalno obratovanje, potem pa je res vprašanje, kaj in kako bo z usodo mariborskega otoka kot kopališča, če ne bojo resni posegi. Kljub temu pa obisk letnega kopališča v zadnjih letih narašča. Če so pred 4 leti našteli 12 tisoč kopalcev, jih je lani, tudi za voljo bogatega programa in nizkih cen, obiskalo več kot 34 tisoč ljudi. Mi se bomo tudi letos potrudili, da bomo pripravili pester program za vse naše obiskovalce na Mariborskem otoku, tako za najmlajše, kot tudi za družine in starejše obiskovalce. Tako v teh dneh pospešeno potekajo vzdrževalna dela, vredna skoraj 30 tisoč evrov. Prvi kopalci pa bodo lahko v bazenih sredi otoka na Dravi zaplavali 17. junija.